Iskreno, on jih ima toliko. Operaciji. Frnični živec je živec, ki je povezan z dihanjem. Če ga prerežeš, kar je težko narediti, zdravnik v redu. Po skoraj enem letu končno dobivamo veliko več informacij v preiskavi smrti Hulka Hogana. Kaj nam na novo objavljena posnetka telesne kamere in obsežno policijsko poročilo povesta o tem, kaj se je zgodilo z wrestling ikono in zakaj njegova hči pravi, da je še vedno veliko več vprašanj. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Zdaj imamo veliko več podrobnosti o smrti wrestling ikone Hulka Hogana. O tem smo že poročali v oddaji Sidebar, vendar zdaj imamo videoposnetke, 72-stransko policijsko poročilo in, kar je najpomembneje, uradni vzrok smrti. In tukaj je bistvo. Prebral bom iz poročila, vendar bom povabil tudi mrliškega oglednika, da nam razloži, kaj vse to pomeni, da bomo to razumeli. Če se spomnite, 24. julija 2025 je Hulk Hogan s pravim imenom Terry Gene Bollea prenehal dihati v svojem domu v Clearwaterju na Floridi. Njegova žena, Sky Daly Hogan, je poklicala številko 911. Ona, delovna terapeutka in negovalka na domu, so mu po poročanju vsi izvali oživljanje, dokler niso prispeli reševalci, vendar je na koncu umrl. In pojavila so se vprašanja o njegovi smrti. O tem smo že govorili tukaj v oddaji Sidebar. Ali je bila njegova smrt posledica zdravniške napake po operaciji vratu, vprašanje o tem, da je bil pred smrtjo videti dobre volje in zdrav, zakaj je nenadoma prenehal dihati. No, zdaj imamo 72-stransko glavno poročilo policije Clearwater, 2 nova videoposnetka. V redu, to nam daje nov pogled, to nam daje nove informacije. In začeti želim z videoposnetki, tega še nismo videli. Tisti delovni terapeut, identificiran kot Justin McCamey, zapusti hišo Hulka Hogana zjutraj 24. julija in govori s policijo. In želim, da zelo pozorno poslušate, kako opiše, kaj je videl. Še pomembneje pa je, in to je na koncu precej hitro. Kako je zdravnik morda naredil napako? Bil sem priča temu, kar se je dogajalo pri operaciji pred mesecem ali 2. So spali s tem, da je kronični živec naredil popoln sistem. Sem delovni terapeut in ni izgledal dobro. Pozdravljeni, prišel sem iz oskrbe na domu, sem delovni terapeut in zelo malo je preverjal za nekaj skupin. Bil je po koncu celo noč Nekatere zdravila, narkotiki. in se bom vrnil čez minuto. Vrnil sem se v hišo 90. Ja, moralo bi biti za nami. Ni dvigovanja in spuščanja prstnega koša. Poskusi zmerkar ni tak, nič. Prišla je noter, bila sva skupaj v izolaciji. Takoj po klicu 911 na tla, moramo ga predati v poprave. In on je v bistvu samo dihal. V vsakem primeru, ko sem to videl, nisem gledal, ker je tako velik tip. Ja. Tako da je včasih težko dobiti puls, preveriti vse te stvari. In ko smo to ugotovili, seveda nismo vedeli, poklicali smo in prosili za pomoč za... Iskreno presenečen sem, da si zdržal tako dolgo. Rekel si, da si bil tukaj samo kakšnih 10 minut, preden je on. Ja. Tukaj govoriva o 2. Vidim 30, rekel sem 9:30 minut. Pozdravljeni. In kako dolgo že pomagate pri skrbi zanj? To je šele moj drugi obisk. To je šele moj drugi obisk. V redu, to sem delal le prejšnji teden. Ne vem, če vas bojo tukaj presenetili. In ali mu poskušate pomagati, da se prilagodi na to, da je predvsem na invalidskem vozičku in podobne stvari? Ja, delovni terapeut po definiciji, fizioterapeut dela z nogami. Delovni terapeut pa delamo z zgornjim delom telesa, da samo Pomagamo, da deluje čim bolje. kot je mogoče. Prav. Poskušal sem ga spraviti nazaj, bil je nelagoden pri dihanju. Ali je lahko? Ali je lahko hodil in podobno? Komaj. Šlo je le za premestitev z obratom. Ampak že leto dni uporablja urinal in podobno. Kaj je zdaj največji problem? Vse. Kot da smo bili, Zakaj ni mogel hoditi? Imel je recimo pretrgan čelni živec med operacijo. Je bilo to nedavno? V redu. Torej, je imel operacijo hrbta ali kaj je bilo? Tako je bilo.
Iskreno, imel že toliko operacij, frenični živec je živec, ki je povezan z dihanjem. Če ga prerežeš, kar je sicer težko narediti, zdravnik, v redu. Ampak to ni bistvo. Si to opazil, kaj ne? Zdravnik je naredil napako. To je vodilo do ugibanj, da je bila Hoganova smrt morda posledica neuspešne operacije. In potem kasneje, mimogrede, imamo še en posnetek, nekaj mesecev kasneje, 19. novembra 2025. Ko je v svojem avtu k temu delovnemu terapeutu ponovno pristopi policist, da bi dobil pojasnilo glede tistega dela o zdravniku. In zdi se, da je tokrat nekoliko bolj previden. Govoril sem s šefom, ki ima samo še eno vprašanje. V videu si govoril o tem, kako je preponski živec težko prerezati. Predvidevam. Ja, predvidevaš to. To v resnici ni moje področje. V redu, ker v bistvu želimo izvedeti, kako si vedel za ta živec, oprosti, naslanjam se na tvoj avto. Ta živec je A, nekaj, kar se med operacijo pogosto poškoduje. In B, kako si prišel do te medicinske ugotovitve, da si to rekel? Da je to težko narediti. Ne. Da ni Fredo. predvidevam, mislim, ne vem, mislim, da se strinjam. Ampak mislim, da nisi neurokirurg, ja? Ni problema, ja, to sem že slišal. Mi si šel na medicinsko fakulteto, imaš diplomo iz delovne terapije in to je to. Nič več kot to, kaj ne? Ja. V redu, oprosti, da te zadržujem. Moram iti ven v... Razumem te. Torej, imel sem že prej težave, ker sem govoril z Fredom. No, mislim, da je to. V redu, hvala gospod. Broj zanimivo, poslušal sem intervju na podcastu Bubble, Lojz Vondolovski nekaj dni potem. Slišal sem ga. In tip je sam omenil kronični živec. Rekel je, da bi lahko bilo to. In to je, jaz pa sem si rekel... Slišal sem to. Ja, torej... No, trenutno vsi zelo glasno govorijo. Freda. Preprosto postanem zanj premočan, da bi me spravil iz tira. No, to je prav tako pomembno. Torej, Pazi nase, Gospod. Hvala. V redu, hitro za vse lastnike mačk tam zunaj. Kdo si ne želi, da bi bila njihova mačka zdrava in srečna, kaj ne? In hranjenje smols je ključ. Zakaj? Večina hrane za mačke je narejena iz poceni polnil, mesnih stranskih proizvodov in umetnih sestavin. In na koncu dneva vaša mačka plačuje ceno s svojim zdravjem. To je resnica. Smols je drugačen. Njihovi recepti so narejeni brez konzervansov, iz sestavin 100% kakovosti, primernih za prehrano ljudi, ki bi jih našli kar v svojem hladilniku. Mačke resnično potrebujejo beljakovine za energijo. Potrebujejo tudi veliko hidracije, da ostanejo zdrave in v formi. Na srečo smols vsebuje vsaj 80% živalskih beljakovin. Njihove sveže sestavine so nežno kuhane, da ohranijo vse svoje hranilne snovi, hidracijo in okus. Osebinov 70% lastnikov mačk poroča, da imajo njihove mačke po hranjenju smols boljšo prebavo, bolj sijočo dlako in več energije za igro. Tudi strokovnjaki so navdušeni nad tem. Revija Forbes je smols razglasila za najboljšo mačjo hrano nasploh. Recenzenti BuzzFeeda so poročali, da so njihove mačke ponorele za to hrano. Torej, zdravje vaše mačke se začne s tem, kar je. Preizkusite smols, prejmite 60% popusta na prvo naročilo, poleg tega pa brezplačno dostavo in priboljške za vse življenje, če obiščete smalls.com// ali smalls.com. Zdi se, da pravi, da je domneval, da je to izvedel iz medicinske dokumentacije, ne od zdravnika, ne od medicinske sestre. Kar zadeva to, kaj se je zgodilo po navedbah organov pregona, želim zdaj neposredno prebrati poročilo. Prebral vam bom dobesedno. Citiram, po besedah gospe Belaja in Nikolasa Belaja, je gospod Belaja bolehal za številnimi boleznimi, vključno z levkemijo, atrijsko fibrilacijo, pljučnico in odpovedjo ledvic. Poleg tega je bil gospod Belaja v zadnjih nekaj mesecih večkrat hospitaliziran zaradi številnih zdravstvenih stanj. Izjava je bila pridobljena od gospe Belaja in Nikolasa Belaja. Gospa Belaja je povedala, da sta delovni terapevt in pomočnik za oskrbo na domu začela pripravljati terapijo za gospoda Belaja za tisti dan. Povedala je, da je bil gospod Belaja nameščen v svojem naslanjaču v dnevni sobi doma in da je pojedel majhen zajtrk. Ko je gospod Mejkamej meril vitalne znake, je opazila, da se zdi, kot da se gospod Belaja prsni koš ne dviga in spušča več. Zato je šla preveriti njegovo stanje. V tem trenutku sta ona in gospod Mejkamej ugotovila, da nima pulza, in gospa Belaja je takoj poklicala na številko 911.
Posnetki klicev na 911 so bili pridobljeni in so potrdili časovnice ter informacije, ki so jih posredovale vse vpletene strani, kot tudi informacije, ki jih je gospa Belaja posredovala operatorju na številki 911. Detektivi so opravili vizualni pregled telesa gospoda Belaje, ki ni pokazal nobenih znakov poškodb ali travme. Osebje bolnišnice Morton Plant je po smrti gospoda Belaje stopilo v stik z njegovim osebnim zdravnikom, dr. Geraldom Fitzgeraldom, ki je sporočil, da bo podpisal mrliški list gospoda Belaje. In glede na to, kar naj bi Hogan takrat prestajal, poročilo navaja, citiram, Narednik Beaver in jaz sva na to povprašala o pretekli zdravstveni zgodovini gospoda Belaje. Gospa Belaja je povedala, da je gospod Belaja približno 6 tednov pred tem dogodkom prestal operacijo hrbtenice na vratu in je poseg opisala kot zlitje vretenc. Gospa Belaja je povedala, da je imel gospod Belaja poleg operacije hrbtenice pred približno 3 tedni tudi operacijo na srcu, kjer so mu popravili zaklopko. Ob času operacije na srcu je gospa Belaja povedala, da so pri gospodu Belaju ugotovili tudi kronično limfocitno levkemijo. Nadaljevala je, da je bil njen mož po operaciji približno 3 tedne v bolnišnici. Gospa Belaja je povedala, da je njen mož po postavitvi diagnoze levkemije začel s kemoterapijo približno 1 teden prej. Vprašal sem gospo Belaja o zdravilih, ki jih je jemal njen mož, in povedala je, da jih je jemal več različnih, vendar ni mogla navesti točnih imen. Pojasnila je, da so jo policisti, ki so prišli na njen dom, povprašali o zdravilih in so jim bila ta kasneje tudi posredovana. Za podrobnosti o specifičnih zdravilih, ki so bila gospodu Belaji predpisana in pozneje prevzeta, glejte dodatne priloge. Vprašal sem gospo Belaja, kako se je njen mož obnašal zgodaj zjutraj pred zdravstvenim incidentom. Izjavila je, da je bilo jutro povsem običajno in da je pojedel zajtrk iz jogurta in jagodičja, približno 15 minut pred prihodom delovne terapevtke. Kasneje sem se posebej pogovarjal s Kristoforjem Volojem, ki z gospodom Belaja dela kot vodja. Gospod Volo je povedal, da je bil gospod Belaja približno 1 do 2 tedna pred tem dogodkom uveden na dializo in da se mu je po njegovem spominu med dializo stanje izboljševalo. Gospod Volo je nato povedal, da so tudi gospodu Belaji diagnosticirali odpoved ledvic. Gospod Volo je nadaljeval, da je imel gospod Belaja na ta dan, 24. julija 2020, 5 še en termin za dializo, ki je bil načrtovan kasneje v dnevu. Po pogovoru z gospod Belaja in gospodom Volo sem se vrnil v urgentno sobo 1, kjer so zdravili gospoda Belaja. Kmalu zatem je zdravnica Erica Francis ob 11:17 razglasila gospoda Belaja za mrtvega. Nato sva s narednikom Beaverjem vstopila v sobo in opravila vizualni pregled telesa gospoda Belaja. Telo je ležalo na hrbtu na bolniški postelji v sobi 1. V njegovi desni golenici je bil intraosalni kateter. V njegovi desni roki je bil intravenski kateter. Prej, medtem ko je medicinsko osebje izvajalo reševalne ukrepe pri gospodu Belaji, sem opazil, da so uporabljali avtomatsko mehansko napravo za stiskanje prsnega koša. Na telesu ni bilo znakov poškodb, razen rdečice in očitnih odrgnin na mestu, kjer je bila kompresijska naprava nameščena na njegovem prsnico. Prav tako sem opazil, da je imel gospod Belaja otečene gležnje in spodnje dele nog. Narednik Beaver je s službenim mobilnim telefonom posnel 8 fotografij gospoda Belaje. Narednik Beaver. In jaz sva na to naložila fotografije na axonevidence.com in njihov dostop je bil omejen. Ko so bile fotografije naložene na evidence.com, sem bil priča, da je narednik Beaver izbrisal fotografije svojega službenega mobilnega telefona. In sprašujem se, če je to res. Veste, o Hulku Hoganu ni nič pricurljalo v javnost, ker je slaven. Res me zanima to. Zdaj, kar se tiče Hoganove smrti, poročilo navaja, citiram, zasebna obdukcija je bila opravljena 16. avgusta 2020, pet ob 11:55 uri, strani dr. Daniela L. Schulza, doktora MIDA, patologa. Izvleček iz skrajšenega povzetka dr. Daniela Schulza se glasi: Gospod Terry Belaja je umrl izključno zaradi izrazite naravne bolezni, brez razumnih travmatskih ali končnih toksikoloških dejavnikov. Zato je tudi način smrti naraven. Skrajšani povzetek se nadaljuje. Okoliščine smrti in zdravstvena zgodovina gospoda Belaje ne ustrezajo nobeni pristojnostni vrsti primera po zakoniku Floride.
Njegova smrt je bila na videz naravna. Na podlagi koristi popolne obdukcije je bila naravna smrt gospoda Terryja Belaye potrjena, sum na poškodbe ali smrtonosne toksine pa je bil razumno izključen. Obstaja še en del, ki pravi, da sem 25. julija 2020 približno ob 9. uri stopil v stik z uradom sodnega izvedenca okrožja Pinellas in govoril s preiskovalcem MEO Jimom Beiningom, da ga obvestim o zgoraj omenjenem neskladju glede zdravil. Med pogovorom z Beiningom sem bil obveščen, da je urad sodnega izvedenca seznanjen z nedavno operacijo vratu gospoda Belaye, pri kateri naj bi bila poškodovana frenicna živca. Torej so bili s tem seznanjeni. Na koncu poročila piše, citiram, Dr. Fitzgerald je izjavil, da ga je doktorica Francis obvestila, da je gospod Belaye prišel na urgenco v asistoliji in da po približno 45 minutah reanimacije ni bilo sprememb v srčnem ritmu. Zato je razglasila gospoda Belayo za mrtvega in vprašala, ali bi bil dr. Fitzgerald pripravljen podpisati mrliški list. Dr. Fitzgerald je izjavil, da je na podlagi informacij, ki jih je prejel od doktorice Francis, verjel, da je bil vzrok smrti srčne narave in se strinjal, da podpiše mrliški list. Policisti so kasneje zbrali zdravila, ki so bila trenutno predpisana gospodu Belayi in opravili popis tablet, ki je pokazal, da je gospod Belaye jemal manj zdravil, kot mu je bilo predpisano. Policijska uprava Clearwater je zaprosila za pomoč DEA, da bi ugotovili, ali obstajajo kakršnekoli nepravilnosti pri predpisovanju opiatov. DEA je potrdila, da gospod Fitzgerald ali katerikoli drug predpisovalec v zadnjih 6 mesecih ni nenavadno predpisoval opiatov gospodu Belayi. Med izvajanjem Inventure tablet so detektivi ugotovili, da gospod Belaye jemlje nižji odmerek predpisanih opiatov, kar ni skladno z osebo, ki bi trenutno trpela za odvisnostjo. Poleg tega, nobeno od zdravil, ki jih je zbrala policijska uprava Clearwater, ni bilo predpisano strani dr. Fitzgeralda zaradi obtožb gospoda McCameyja, ki so nakazovale možnost, da bi poškodba gospoda Belaye lahko bila neposreden vzrok smrti. Izpolnjenih je bilo več zahtev za sodni poziv za pridobitev zdravstvenih kartotek gospoda Belaye pri več zdravstvenih izvajalcih s soglasjem njegove najbližje sorodnice gospe Beleja. Pozivi so bili na koncu vročeni strani državnega tožilstva 6. sodnega okrožja, bolnišnici Morton Plant, bolnišnici Tampa General Hospital, organizaciji Visiting Nurses Association in bolnišnici Good Samaritan Hospital. V obdobju več mesecev so bili rezultati prejeti od vseh ustanov. Pregled zdravstvenih kartotek je pokazal več medicinskih diagnoz in večkratne dolgotrajne hospitalizacije ter slabšanje zdravja v nekaj mesecih pred smrtjo gospoda Belaye, kar je skladno z izjavami, ki sta jih podala gospa Belaya in Nikolaj Belaya. Dne 27. avgusta 2025 sta gospa Belaya in Nikolaj Belaya dovolila detektivu Bieberju pregledati posnetke domačega videonadzora zjutra 24. julija 2025. Kamera je zajela dnevno sobo stanovanja, kjer se je takrat nahajal gospod Belaya. Doživel je srčni zastoj, na katerega so se odzvali policisti in medicinsko osebje. Posnetek je bil ogledan osebno v stanovanju in je potrdil izjave, ki so jih predhodno podali gospa Belaya, gospa Swinton in gospod McCamey glede poteka dogodkov tik pred in potem, ko je gospod Belaya doživel srčni zastoj. Posnetek ni bil zasežen in je ostal v lasti družine. Detektivi so opravili razgovore z vsemi reševalci nujne medicinske pomoči. Opravili so tudi razgovore z osebjem NMP, ki prav tako ni poročalo, da bi na telesu gospoda Belaye opazili kakršnekoli znake poškodb ali travme. Kasneje so izvedeli, da sta gospa Beleja in Nikolaj Beleja uredila, da so opravili zasebno obdukcijo gospoda Beleja. Policijska uprava Clearwater je prejela skrajšan povzetek obdukcijskega poročila od dr. Daniela Schulza. Patolog, ki je opravil obdukcijo, v svojem povzetku, dr. Schulz, piše, da je obdukcijo opravil 16. avgusta 2025 ob 11:55 uri. Dr. Schulz piše, da je gospod Beleja umrl, citiram, izključno zaradi izrazite naravne bolezni, brez utemeljenih travmatskih poškodb ali toksikoloških dejavnikov, ki bi prispevali k smrti. Zato je tudi način smrti naraven. Po temeljitem pregledu izjav, zdravstvenih zapisov, posnetkov nadzornih kamer iz stanovanja in vizualnem pregledu telesa, gospoda Belaye ni bilo najdenih nobenih dokazov, ki bi kazali, da je bila smrt Terryja Belaye karkoli drugega kot naravna.
V času preiskave ni bilo najdenih nobenih dokazov, ki bi kazali na kakršnokoli kaznivo dejanje v zvezi z njegovo smrtjo. Primer bo zaključen in bo obravnavan kot rešen brez kaznivega dejanja. V redu. In to podpirajo organi pregona skozi celotno poročilo. Naprimer, imate to opombo detektiva iz oddelka za rope in umore. Piše, citiram: Ob pregledu zapisov nisem opazil ničesar, kar bi bilo v nasprotju z naravno smrtjo. Zdaj, preden povabim našega mrliškega oglednika, da to razloži, bi rad na kratko spregovoril o Brooke Hogan, domnevno odtujeni hčerki Hulka Hogana. Očitno že dolgo nista govorila. Očitno je ni bilo v njegovi oporoki. Poročilo navaja, da me je v četrtek 7. avgusta 2025 ob približno 14:31 hči Terrya Bowley, Brooke Bowleya, kontaktirala glede informacij o svojem očetu, predvsem ali bo opravljena obdukcija. Pojasnil sem, da je odločitev o tem, ali bo opravljena obdukcija, v pristojnosti zdravnika sodne medicine. Gospodična Bowleya je nadaljevala in povedala, da jo skrbi nedavna zdravstvena zgodovina njenega očeta, ter dodala, da so ji pred kratkim povedali, da so zdravstveni delavci morda zamočili njegovo nedavno operacijo. Pojasnil sem, da smo slišali isto nepotrjeno trditev, vendar bomo to preverili. Gospodična Bowleya je prav tako izrazila svoje pomisleke glede kremacije v povezavi z zasebno obdukcijo, ki bi jo opravil zunanji strokovnjak. Pojasnil sem, da so te odločitve v pristojnosti zakonitega najbližjega sorodnika in ji predlagal, naj se o tem pogovori s Skyem. Gospodična Bowleya se mi je zahvalila, da sem sprejel njen klic in ji pomagal, kolikor sem lahko. Preden so zaključila klic, je gospodična Bowleya povprašala o vseh laboratorijskih izvidih povezanih s smrtjo njenega očeta. Povedal sem ji, da ji bom poslal telefonske številke pravnega oddelka bolnišnice Morton Plant v zvezi s tem. Izrekel sem sožalje ob izgubi njenega očeta in zaključil klic. Ob približno 15:50 sem gospodični Bowleya posredoval naslednje telefonske številke pravnega oddelka bolnišnice Morton Plant, vključno z njihovo pravno pomočjo. Obstaja še en del, ki pravi: v torek, 21. avgusta 2025, o približno 14:16 uri, je bil vzpostavljen stik z gospo Bowleya, da bi preverili, ali bi se lahko osebno srečala na policijski postaji Clearwater z namenom razprave o stanju preiskave in pojasnitve nekaterih špekulacij, ki krožijo v javnosti. Gospa Bowleya je povedala, da do novembra zaradi že vnaprej dogovorjenih obveznosti ne bo na voljo. Pojasnil sem ji, da menimo, da bi bilo primerno, da ji predstavimo dejstva primera. To je priznala, vendar je ponovno poudarila, da se ne more srečati. Približno ob 16:01 me je gospa Bowleya ponovno kontaktirala in povedala, da je razmišljala o možnosti, da bi prišla govoriti s preiskovalci. V zvezi s poročili, zvočnimi posnetki in posnetki telesne kamere, BVC, pred zaključkom primera, ter preden bi javnost in mediji pridobili te informacije, je povedala, da poskuša nekaj urediti za naslednji teden. Imela je nekaj dodatnih vprašanj glede odločitve Urada za sodno medicino, da ne opravi obdukcije. Vprašanje o tem, kako potekajo preiskave smrti na strani organov pregona, ter dodatna vprašanja glede ogleda svojega očeta. Prav tako je povedala, da jo skrbi zasebna obdukcija, pri čemer je izrazila dvom, da bo ali je bila opravljena pravilno. Gospodični Bowleya sem ponovno poudaril, da je ta postopek popolnoma izven okvira naše preiskave in povsem v pristojnosti zakonitega najbližjega sorodnika. Zdaj vam moram to povedati. Policijska uprava Clearwater je pohvalila družino Hulka Hogana, vključno s Sky, njegovimi otroki Nickom in Brooke. Tudi odvetnika Kevina Hazletta so pohvalili zaradi pripravljenosti, da našim preiskovalcem omogočijo dostop do zelo osebnih informacij v času, ko so žalovali in se soočali s težavami. Dodali so, da je bilo to, citiram, izjemno koristno. Ampak bistvo je: Brooke je spregovorila po vsem tem, spregovorila je potem, ko je policija Clearwaterja objavila to poročilo. V posnetku, ki je bil deljen na družbenih omrežjih, je po poročanju dejala: Mislim, da moji oboževalci in ljudje me dovolj dobro poznajo, da vedo, da imam integriteto. Poskušam držati jezik za zobmi. Poskušal sem se držati stran od teh stvari, ampak draga policija Clearwaterja, ne omenjajte več mojega jebenga imena. Niste me obravnavali kot družino, niste mi pomagali. Niste bili v stiku z mano, kot bi morali biti. Morda sem izgubil svoje privilegije, ker nisem šel na pogreb, ki si ga moj oče ni želel.
Morda nisem želel gledati, kako mojega očeta razkazujejo kot cirkuškega konja z ličili na obrazu, ki smrdi po formaldehidu. Oprostite, to ni tisto, kar si je moj oče želel. Oprostite, da nisem želel imeti opravka z vsemi sumljivimi ljudmi okoli njega. Verjetno to pomeni, da nisem več njegov sin, kaj ne? Verjetno to pomeni, da nisem enak Niku. Verjetno to pomeni, da ne morem dobiti nobenih odgovorov. In Brooke naj bi po poročanju delila ločen posnetek na X, kjer je povedala naslednje. Jaz sem bila tista, ki je zahtevala obdukcijo. Ponudila sem, da jo plačam, ampak namesto tega rečejo, ne, to bomo uredili mi. V redu, zakaj potem na njegovem končnem mrliškem listu niste navedli obdukcije? To je moje prvo vprašanje. Razen, če je obdukcija vsebovala nekaj, kar se ne ujema z vašo zgodbo, ker sem jo javno zahtevala. Nihče mi je ne želi dati. Nihče ne reče, Brooke, utihni, tukaj je. Če že kaj, ne povejte ničesar, kar je tam zapisano, ker je tam nekaj obremenilnega, kar je za očeta sramotno. Nihče ne govori nič takega. In rekla je, da je bila opravljena zasebna obdukcija, da ji ni bilo dovoljeno videti rezultatov. Spraševala je določene stvari, zakaj, Sky in njeno branje poročila, zakaj. Ona je bila edina, ki je opazila, da njen oče ne diha, čeprav sta bila tam še dva druga zdravstvena delavca. Zakaj? Po njenih besedah niso bili na voljo nobeni vzorci krvi, a očitno v očetovi krvi niso našli ničesar sumljivega. Opozorila je tudi na to, kar sama meni, da so bile neskladnosti, spet po njenem mnenju, med toksikološkimi izvidi in zdravili, ki jih je njen oče morda jemal. In po poročanju TMZ je tudi Brooke rekla, citiram, od začetka je bilo veliko neskladnosti. Mislim, da je CVVPD zgrešil bistvo, ker takoj niso začeli velike preiskave in niso takoj preverili vsega in izprašali vseh. Od prvega dne bi morali kraj zavarovati s trakom, ga zapreti in izvesti temeljito preiskavo. V redu. Rad bi povabil doktorico Dano Rutherford, mrliško oglednico okrožja Richland. Že dolgo je nisem videl, ampak vedno sem vesel, ko vidim Dano. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Na splošno, ali vam je kaj v tem poročilu čudnega? Veste, mislim, da so znane osebnosti v svojem zasebnem življenju podvržene tako vsiljivemu nadzoru. In zame se je to poročilo, vseh 72 strani, skozi katere sem šla, zdelo nekoliko pretirano. Za naravno smrt, ki se je zgodila na domu bolnika s kronično boleznijo. To je bila naravna smrt. Vsi so zaključili, da se je družina odločila za zasebno obdukcijo. Lahko se malo poglobimo v to, zakaj so to storili. Ampak nič v zvezi s tem primerom, od prvotnega klica na 991 do policijskega poročila, ko so prišli na kraj, mi ni bilo posebej nenavadno. Ampak veš, opravili so preiskavo in svoje delo. In mislim, da je lahko družina zaradi tega bolj pomirjena. Poslušaj, ti si strokovnjak, jaz to samo berem in jasno je, da večkrat rečejo, da je bila to naravna smrt. Kako vedo, da je bila to naravna smrt? Gledam to in poskušam razumeti. Kaj torej pomeni, da je to naravna smrt? Kako natančno je Hulk Hogan umrl? Torej, najprej pojasnimo naši publiki, kaj pravzaprav pomeni način smrti. Vzrok smrti je medicinski razlog, zaradi katerega nekomu prenehata delovati srce in pljuča. Način smrti je, kako do tega pride. Izbirate lahko le med 5 možnostmi. In rada ljudi naučim tega akronima. NAŠU. Imamo naravno naključno, samomor, umor in nedoločeno. Obstaja le 5 načinov smrti, med katerimi lahko izbirate. Torej, ko pogledamo kontekst tega primera, imamo osebo s kroničnimi zdravstvenimi težavami. Imel je odpoved ledvic, imel je levkemijo, imel je atrijsko fibrilacijo. Imel je vse te stvari, ki bi lahko povzročile njegovo smrt kadarkoli. Sama atrijska fibrilacija. To nenaravno in neredno bitje srca, ki ga je imel, bi ga lahko ubila kadarkoli. Lahko bi samo sedel in gledal televizijo, pa bi mu srce izpustilo dovolj utripov, da bi ga to ubilo. Torej je imel kronične zdravstvene težave, ki bi ga lahko ubile kadarkoli. Ko pogledamo telo, vedno pogledamo tudi zdravstveno zgodovino. Ena od stvari, ki jih rečemo, je, kaj se je tukaj zgodilo, kar bi lahko povzročilo njegovo smrt. Razen tega, brez prisotnosti travme, brez poškodb, brez nedavnega padca. Ko govorimo o levkemiji in dejstvu, da bi lahko zelo enostavno krvavel, bi lahko že rahel padec povzročil, da bi imel subduralni, hematom ali subduralno krvavitev.
ki bi lahko povzročila njegovo smrt. Ampak ni imel ničesar od tega. Zato nisem prepričana, zakaj so opravili tako obsežno preiskavo. Vendar tudi razumem, da je družina morda želela več odgovorov. In zagotovo nam lahko toksikološka preiskava to pokaže. O tem lahko tudi malo več govoriva, če želiš. O tem bova govorila naslednjič, ker mislim, da so morali to najprej objaviti. In mislim, da so morali opraviti temeljito preiskavo, kar upam, da naredijo v vsakem primeru. Vendar je bilo veliko ugibanj glede Hulka Hogana. Veliko se je ugibalo o njegovi smrti. Kaj pa toksikologija? Kaj si ti ugotovil iz tega? Toksikološki izvidi so pokazali, da sploh ni jemal opioidnih zdravil, ki so mu bila predpisana na način, ki bi kazal na zasvojenost. Ko pogledamo recepte, pogledamo, kdo jih je predpisal in kako pogosto so jih predpisovali. Dejansko lahko pripravimo nekaj, kar imenujemo poročilo o receptih in prejmemo informacije, ki jih DEA prejema o zdravnikih, njihovih navadah in trendih pri predpisovanju opioidnih zdravil. In nič od tega ni bilo izven običajnega, glede na 72 strani, ki sem jih prebrala. Dejansko je imel svoje zdravila na način, ki je kazal, da jih uporablja samo po potrebi. PRN. Ni jih jemal tako, kot so mu bila predpisana. Spet, jemal jih je v prenizkih odmerkih, kar mi pove, da se je verjetno približeval smrti. Bolj ko si blizu smrti, manjšo potrebo imaš po teh protibolečinskih zdravilih in on jih preprosto ni uporabljal. Razumem, da ko imajo ljudje zgodovino uživanja drog, drugi mislijo, da so spet zašli in da morda znova uporabljajo ali pa da je tam neka težava. Ampak ne moremo nekomu očitati njegove preteklosti. Preteklost lahko uporabimo, da nas vodi pri preiskavi, vendar ne bi smeli kar samodejno misliti, da bo to zagotovo tako. Toksikološki izvidi niso pokazali ničesar sumljivega. Ni bilo nobenih strupov ali snovi, ki bi lahko prispevale k njegovi smrti. Kaj pa ves ta pogovor o preponskem živcu? Prej sem predvajal posnetek delovne terapevtke. Iz poročila in iz tega, kar sem povedal, se zdi, da je zdravnik sodne medicine vedel za težavo s preponskim živcem. Ampak, kolikor jaz vidim, in povejte mi vi, videl sem, da ste pogledali stran, se ne zdi, da bi ta preponski živec kakorkoli prispeval k njegovi smrti, kaj ne? Ni. In spet, to je kot celota. Čeprav nadzoruje dihanje. Kaj ne? Nadzira dihanje. Ja, ampak imel je tudi toliko drugih zdravstvenih težav. Vzemimo na primer odpoved ledvic. Imate zmanjšano delovanje ledvic? Ne filtrirajo toksinov tako, kot bi jih običajno. Zato se ti toksini kopičijo v vašem telesu. Ne morete jih izločiti, ne glede na to, kako zelo se vaše telo trudi, razen če nekoga ne priključite na dializo. Imel je levkemijo, kar prav tako prispeva k šibkosti, utrujenosti, splošni izčrpanosti telesa. To jih naredi bolj dovzetne za okužbe. Imel je atrijsko fibrilacijo, njegovo srce ni pravilno utripalo. Moral je jemati zdravila, da bi poskušal ohranjati srčni ritem. Vse te stvari lahko povzročijo težave. In ko imate odpoved ledvic in bolj kot je napredovala, uganite, kaj še dobite. V telesu se začne nabirati tekočina, kar lahko vodi do pljučnega edema, povečanih težav z dihanjem in povzroči, da prenehate pravilno dihati. In morda ne boste dihali dovolj pogosto na minuto, da bi ohranili življenje. Torej, ja, razumem to poškodbo freničnega živca in zakaj so si ljudje želeli to pogledati. In spet mislim, da je bilo to... Bilo je pametno in preudarno od družine, da so naročili neodvisno obdukcijo, ker mrliški oglednik ni videl smisla v izvedbi obdukcije. Kar bi vam moralo povedati, da nihče ni mislil, da se tukaj dogaja kaj kaznivega. So pa opravili toksikološko analizo, da bi ugotovili, ali so bile prisotne kakšne zdravila ali snovi, ki bi lahko prispevale k njegovi smrti ali ovirale njegovo dihanje. Mislim, da je to res pomembno in ni bilo ničesar. Torej spet, poškodba freničnega živca seveda, vendar to ni bil vzrok smrti tukaj. Da bo jasno, govorili ste o različnih zapletih in različnih težavah ter možnih zapletih. Ali vemo, oni v tistem trenutku natančno ne vejo, kako se je to zgodilo, kaj ne? Razen, če se motim. Naj vam malo razložim, kaj pravzaprav piše na mrliškem listu. To je zdravniško mnenje o tem, kako je nekdo umrl. Ni nujno, da je naveden točen vzrok. Ves čas potrjujemo smrti brez opravljene obdukcije. Zdravniki potrjujejo naravne smrti na podlagi zdravstvene zgodovine osebe. Tako lahko umrete doma. Smrt je bila neopažena.
Vaš osebni zdravnik vas je pregledal v zadnjih 3 mesecih. Imate srčno popuščanje ali odpoved ledvic. In na vašem mrliškem listu lahko navedejo vzrok smrti, kot so zapleti zaradi odpovedi ledvic ali zapleti zaradi aterosklerotične bolezni srca, srčne bolezni, srčnega popuščanja, karkoli že je. Obdukcija ni potrebna. Prav tako ni potrebna toksikološka preiskava. Mrliški oglednik ni videl smisla v tem, da bi karkoli od tega naredil. Družina se je odločila za zasebno obdukcijo in vzrok smrti je bil še vedno opredeljen kot naraven, kar je mrliški oglednik tudi navedel v svojem strokovnem mnenju. Opravil je zunanji pregled telesa, da bi poiskal znake poškodb, da bi poiskal znake travme. Ni jih bilo. Pregledali so toksikološko poročilo in spet ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da je imel v telesu karkoli, kar bi prispevalo k njegovi smrti. Tako natančen vzrok, srčni zastoj, ni primeren vzrok smrti za zapis v mrliškem listu, vendar sta njegovo srce in pljuča prenehala delovati zaradi naravne bolezni. Vsekakor je imel 3 glavne stvari, ki bi lahko k temu prispevale. In zasebna obdukcija. Kaj si mislite o tem? To samo potrjuje morda tisto, kar je družina potrebovala vedeti, da bi našla notranji mir, tako piše. Toksikološki izvid ni pokazal ničesar, kar bi prispevalo k njegovi smrti, da je šlo za smrt zaradi naravne bolezni, glede na njegovo preteklo zdravstveno zgodovino. Ponovno, odpoved ledvic povzroča toliko zapletov v telesu. Tu sta še levkemija in pljučnica. Levkemija naredi vaše telo bolj dovzetno za okužbe. V zadnjih nekaj mesecih je bil večkrat hospitaliziran zaradi več diagnoz. Imel je zdravstvene težave, kronično je bil bolan. Želimo si, da bi naši junaki živeli večno, a smrt je neizogibna in naključna. In ko imate takšno zdravstveno zgodovino, se lahko zgodi kadarkoli. Doktor, preden končava, sem to že omenil. Brooke Hogan ima veliko vprašanj, tudi potem, ko je to poročilo prišlo ven. Vprašanja o krvi, vprašanja o toksikologiji, vprašanja o preiskavi. Vem, da ste videli nekatere njene komentarje. Imate kakšne misli o tem? Mislim, da Brooke Hogan žaluje. In mislim, da ko žaluješ, iščeš kakršenkoli odgovor. Iščeš, koga bi lahko okrivil. Želimo si, da bi naši družinski člani živeli večno, a to se preprosto ne bo zgodilo. In spet z vso to obsežno zdravstveno zgodovino je bil bolj nagnjen in bolj izpostavljen tveganju smrti kot nekdo z zdravim srcem in ledvicami. Preprosto ni bil zdrav človek, bil je kronično bolan. In mislim, da je Brooke v vseh svojih vprašanjih policiji, ko sem prebrala to 72-stransko poročilo, ne poznam teh policistov. Nimam odnosa z medicinskim izvedencem na Floridi, da bi govorila v njihovem imenu. Oni mene ne poznajo. Povem vam, da je bila to po mojem mnenju temeljita preiskava, od njihovega povzetka do podrobnih izjav prič. Ne vidim ničesar, kar bi bilo v tem primeru spregledano. Po vašem mnenju ni nobenih neskladij? Ne nobenih, ker je bilo to od začetka obravnavano kot naravna smrt. Zdaj, dejstvo, da so šli dlje in pogledali izjave prič ter rekli, v redu, poglejmo si videoposnetke. Če bi na tistem videoposnetku videli karkoli, kar bi bilo vsaj malo sumljivo, bi zasegli ta video. Ponovno bi zaslišali priče. Aretracijo bi izvedli, če bi menili, da ga je kdo zanemarjal, kar se zdi, da Brooke nakazuje. V hiši sta bila 2 medicinska strokovnjaka, vendar sta hkrati opravljala tudi drugo nego zanj in pripravljala druge stvari. Ni razloga, da bi nekdo sedel poleg njega 24 ur na dan, 7 dni v tednu in ga opazoval, medtem ko sedi tam, gleda televizijo in zajtrkuje. Ne vidim nobenih znakov malomarnosti ali napačnega ravnanja v tem primeru. Mislim, da Brooke žaluje. Doktor, najlepša hvala, da ste to pojasnili. Veste, prebral sem to, poskušam razumeti. Tudi naši gledalci poskušajo razumeti, a imamo res srečo, da vas imamo. Dr. Nada Rutherford, najlepša hvala. Lepo vas je bilo videti. Z veseljem, najlepša hvala. V redu, to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevem Peacocku. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu in moji oddaji News Nation Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.